Vidva se namreč poznava dolga leta, oba sva slavista, živiva med knjigami in za knjige. Imela sva srečo, da sva na filozofski fakulteti oba poslušala predavanja in tudi sodelovala oziroma uživala mentorsko podporo izjemnega moža, izrednega poznavalca književnosti in pa humanista, ki je s svojimi poštenimi in človeškimi humanističnimi ideali in predstavami in življenjem na najmanj vpliv. In tako se je zgodilo, da je nastopil trenutek, ko je moj prijatelj, takrat smo mu rekli Andrija, zdaj mu rečemo Andrij, prišel do mojega profesorja in je rekel, mi Ukrajinci v Sloveniji si predstavljamo, da bi zgradili svoje društvo in da bi to društvo temeljilo na kulturi, na duhovnem bogastvu, na humanistični tradiciji ukrajinskega in slovenskega naroda. In potem sva imela zadrev, seveda staknila glavi, tuhtala in sva prišla na misel, da bi velikemu nadarjenemu in pa tudi tajnovidnemu pesniku, likovnemu umetniku in pa mislecu Tarasu Ševčenku odprla pot med Slovence in obnovila tudi njegov vpliv, njegov avtoriteto, njegov pomen za sedanji trenutek v Ukrajini. In potem so imela to srečo, da sva našla, veste, slovenska zgodovina je bogata, marsikatera osebnost in dosežek se v javnosti pozabi. Vendar duhovnik Joško Abram je bil širok, izobražen svetovljan. In med drugimi velikani duha je spoznal tudi ukrajinskega pisatelja, pesnika predvsem, Tarasa Ševčenka, in ga je pronicljivo preučil in z svojo nadarjenostjo in čustvenim odnosom prevedel v slovenščino prelepo. No, in ko sem videla gledala, kako bi Kobzarja in pa Hajdamače, to je ena manjša knjižica, ki govori o bojih v Ukrajini za svobodo, sva našla v naši knjižnici knjigo, ki jo je knjižnici, torej liceju ljubljanskemu in pozneje univerzi, podaril ljubljanski župan Ivan Hribar z njegovim podpisom. In sva potem to knjigo želela kot faksimile ponatisniti z dodatnim uvodom, pojasnilom, ki bi premostilo 100 let od nastanka prevoda, cenjenega prevoda gospoda Abrana do našega trenutka. In potem smo staknili glave, pa nekaj smo napisali, pa ni bilo dobro, pa smo pa predvsem želeli, da bi se izognili trenutni politični agitaciji. Veste, to je vedno za umetnost pogubno. Umetnost je dostopna vsem ljudem in presega vse ideološke razlike. Dočim, ko se pojavijo kakšni trenutni interesi, se potem naredi madež na umetniški podobi dela in avtorja. No, in skratka, tukaj smo naleteli na veliko razumevanje založbe Družina in njenega urednika gospoda Krelca, on je tudi napisal zelo lepo. In ta predstavitev te knjige je bila krasna. In tudi drugi. In odziv, ki je bil velik, tako v Sloveniji kot v Ukrajini. Jaz sem knjigo posredoval na Lvovsko univerzo, cenjeni kolegici Ali Tatarenko, ona je o tem pisala. Skratka, v drugih medijih se to pojavilo in to je dalo mojemu dragemu prijatelju še dodatno energijo, dodatno spodbudo, da je iz plemenitih, domoljubnih, svobodoljubnih pobud in pa tudi iz hvaležnosti do nekega slovenskega novega domovanja poskusu z velikimi napori, z veliko truda, z veliko vloženega časa, da bi se postavil spomenik in je našel krasne ljudi v Štanjelu in tudi drugje in je uresničil
to željo, da se postavi spomenik našemu Jožetu Abramu in tudi Tarasu Ševčenku v Štanjelu, v nekem prelepem kraju, v prelepem ambientu, na čudovitem pročelju lepe slovenske domačine. In zato mu je treba čestitati. Mi pa so stikala glave, nismo vedela, kako bo to. Jaz sem bil zelo, moram reči, skeptičen, zato razen dobre volje in pa je vse to, kar vidite, rezultat nekega etičnega napora. Brez kakšnih dodatnih in tujih finančnih sredstev in tako naprej. Z veliko, veliko dobre volje in tudi odrekanja. No, moj cenjeni kolega je potem napisal še knjigo, izbral ukrajinske ljudske pesmi, pa je potem napisal knjigo o Ukrajincih in ljudstvih v nekdanji Jugoslaviji in seveda ostal zvest Tarasu Ševčenku. To pa ni nič nenavadnega. Tako kot se mi vedno ponašamo, ponosno omenjamo Cerila in Metoda, ki sta delovala na današnjem in tedanjem slovenskem ozemlju. Pomenjamo Trubarja, ki je bil svetovljan, ki je sredi latinskega in germanskega sveta govoril slovensko in veljalo slovenščino. Tako kot govorimo o Prešernu, recimo, in Miklošiču. Tako, kupitate se, tako tudi pri Ukrajincih obstaja ponos, zavest, ponos in ljubezen do Ševčenka. To je vrhunski mislec, ki je postavil temelje nekaj jezikovni, kulturni in skupnostni zavesti, iz katere se je razvila politična zavest nacije. To je neprecenljivo. To je v civilizacijskem razvojnem loku ena nujna stopnja, ki zahteva zelo trdne temelje in zelo bogato duhovno, miselno življenje, ki ga izpričujejo stihi Tarasa Ševčenka. Tako da mislim, da je iz svojih, še krat bom rekel, nesebičnih, plemenitih pobud nastalo pomembno delo in vem, da se bo nadaljevalo. Zato, ker Andrej se ne ustraši nobenega izziva, ne ustraši se nobene ovire. Tudi če zgleda, da je nemogoče, tudi če zgleda, da ni denarja, tudi če zgleda, da ne bo avtorja, da ne bo kiparja, da ne bo recenzenta. Vse z veliko dobre volje, vse premakne k takim uspešnim zadevam. In moram vam reči, vedno govorim svojim učencem, študentom, največji dosežek človeštva je jezik. Največji dosežek človeškega duha je umetniška beseda. Največji in najvišji domet v umetniški besedi je poezija. In vidite, vse to nam je moj cenjeni kolega, moram s ponosom, da je tudi prijatelj, predstavil. Vsem dostopno in razumljivo. In zato sem mu zelo hvaležen in mislim, da je s tem postavil kamenček v ta svetovni mozaik duha, človeškega razumevanja, tolerance, prijateljstva, sodelovanja in dodal še veliko empatije. Torej, zato sem prav z velikim veseljem danes tukaj, čeprav sem imel različne druge skrbi in moram reči, iskreno mu čestitam in želim, da bi še nadaljeval. Andrej, čestitam. Pa da ne pozabim cenjeno prijateljico, kolegico, sodelavko, ki me mora na razne načine tudi prenaša včasih, torej pomagala mi pri prevodih, napisala je recenzijo o tem in je taka edina mogoče oseba, ki kot Vladimir doktor Solnik, da pozna mene in mojo dušo in moje delo. Tako da sem ji res hvaležen, da je taka in želim, da ostane taka in tudi želimo mi, da združimo, kot smo rekli, naše narode, slovenskega in ukrajinskega, da živimo naprej in da želimo tudi, kot je rekel Prešern, dobro vsem drugim narodom. Torej, da imamo radi vse in da nobenega nočemo sovražiti, noben mu
eno sporočilo ljubezni, torej pisati treba knjige, treba je delati kulturo, treba je graditi medsebojne odnose in tako naprej, da rečem, da imamo velike šanse, da zmagamo vse krivice, da premagamo, doženemo. In kot je rekel dr. Osovnik, nas čaka še veliko dela, torej bomo še ogromno naredili, torej tudi skupaj in kdorkoli bi želel še kaj sodelovati. Tako da hvala vsem skupaj, bi prosil, da še kaj vprašate, da še kaj rečete vi, da se kaj, ne vem, še dodatno razsvetli, tako da lepo. Jaz smo tudi nekaj kratko menili gospoda in Vojko in Vlasta Vojkovič, brez njihovega dovoljenja lepo pozdravljene, mogoče kakšen kratek aplavz. Mogoče tudi to, ker včasih, čeprav je rekel gospod Vladimir Osovnik, doktor Osovnik, da Andrej res ima tako energije, ki je težko še nekaj si zamisli, jaz vidim, da pač bo naredil, ampak včasih take detalje so in moraš res se potruditi. In če ne bi bilo, recimo, če bi Vojko in Vlasta ne bi sprejela, da tale dva kipa bi mogla biti na njihovi to njihova hiša, njihova privatna, pač zasebna, lastnina, tako da če tega tudi ne bi bilo, tako da smo zelo hvaležni tudi. In zdaj, še zdaj, včasih kakšen princ še piše, kaj Španiji, kakšen Ševčenko, zakaj, ne? In moraš spet razlagati, tako da hvala Bogu, da obstajajo knjige, si lahko vzameš pa prebereš zakaj. In tista Zaporoška sič, tudi jaz prvič, ko sem slišala, kaj vam jaz, ste zgortel, kakšno Zaporoška sič v Štanjeri, ne? In potem mi razloži, da res jaz vidim, da tiste stike so bili bolj močni na začetku 20. stoletja. Zdaj nekako nažalost, čeprav smo zelo blizu geografsko, nekako ni kakšnih skupnih točk, tako da bomo probali jih iskati, ki mislimo, da se to da. Naša velika, ogromna želja narediti faks ukrajinščine, tukaj to bi bila lektorat Sanje, ni, recimo zdaj jaz imam eno kolegico, ki je javno iz nemščine in zadnjič rekla, da so sta bila dva izbova, dva pesnika in reče mi, a veš, da ni bilo prevajalci, smo prevajali v nemščino, pa potem iz nemščine v slovenščino. Mislim, grozne stvari, tako da res smo, hočemo prikazati našo kulturo tukaj in tudi peljamo projekte in prikazujemo slovensko kulturo v Ukrajini. Naj nas je premalo trenutno, ampak so že koraki narejeni in hvala Bogu, da imamo prijatelje, tudi in v Štanjeri in posod v Sloveniji, tako da smo hvaležni. Jaz upam, da bodo kakšne vprašanja do Andrija ali do doktora Sovnika. Jaz sem tako, sem se počutila kot ena študentka, ki sem tako slišala. Zanimivo se. Jože me vprašal,